Gospod Herman, vi operirate poškodovane zaradi uporabe pirotehnike, zato predlagam, da si še enkrat pogledava tamle tale posnetek tele vožnje, ki odmeva po Sloveniji z uporabo pirotehničnih sredstev. Pa me zdaj zanima, kako vi gledate na takšno mladostniško objestnost? Zdaj, obstajajo pirotehnični izdelki, ki so namenjeni temu, da jih držiš v rokah. To so tako imenovane rimske sveče. Vendar pa v tem konkretnem primeru bi rekel, da gre za nekaj več. To pa je zelo nevarno, ker se lahko ta pirotehnika usmeri tudi kam drugam. In tudi rimske sveče so relativno nenevarne, medtem ko glede na trajektorijo izstrelkov tukaj bi rekel, da gre za kakšno konkretno baterijo, ki lahko povzroči tudi škodo, če prileti recimo v stanovanje. Povejte nam, kaj pa so oziroma kaj povzroči te najhujše poškodbe pri uporabi pirotehnike, s katerimi se recimo soočate? Dva faktorja sta, ki tipično povzročata te najhujše poškodbe, in to sta nepravilna uporaba, se pravi, nekdo ne prižiga relativno močnih pirotehničnih izdelkov na pravilen način. Drugo, še pogostejše pa je, da predelava ali domača izdelava pirotehničnih zmesi. Pa kako se lotevajo te domače predelave, s čim vse ste se že srečali? Zdaj, konkretnih podatkov mi ne dobimo, mi dobimo pač pacienta, končni produkt take nesreče, ampak kolikor imamo kontaktov s policisti specialne enote za protibombno zaščito, ki potem raziskujejo te primere, večinoma izdelujejo pač iz nekih domačih sestavin v neprimernih posodah in na neprimeren način, potem pa pride lahko do hujše nesreče, ko je količina te pirotehnične zmesi relativno velika. In s kakšnimi poškodbami vse se srečujete recimo? Konkretno najhujše poškodbe, ki jih mi večinoma vidimo, so odtrgane roke, ena ali celo obe, ali pa poškodbe oči. Poškodbe oči so zlasti značilne za nepravilno uporabo pirotehničnih sredstev, ko je nekdo sklonjen recimo nad baterijo, ki jo prižge in potem dobi ta izstrelek v obraz. Kako pa prihaja do tega, kaj držijo kar v rokah ta pirotehnična sredstva, da jih pride, da se otrgajo, ne vem, prsti, dlani in tako naprej? Večinoma držijo posodo v roki, z drugo pa mešajo, ko pride do eksplozije, in potem je pač to rezultat, da odtrga prste ali roko ali obe roki. Recimo, koliko stane ena taka operacija, recimo, ko pride da se otrga roka in tako naprej, ali celo recimo do oslepitve, in koliko ljudi je za to potrebnih, za takšne operacije, ko pride do teh poškodb? Če pride do amputacije, ponavadi sta dve ekipi, travmatološka in plastična. To se pravi, da se s tem akutno v tistem prvem večeru ukvarja, pa če štejemo zraven še ambulantne preglede, je tam okrog 20 ljudi minimalno, ki se s takšnim pacientom ukvarjajo kar nekaj ur. Potem in skupna cena takih posegov v akutni fazi je okrog 10 tisoč evrov. To pa je brez rehabilitacije, ki je dolgotrajna, večmesečna in brez izdelave protetičnih pripomočkov. V bistvu se ta denar iz zdravstvene blagajne po neumnosti v bistvu zapravlja za takšne stvari, lahko bi se pa namenil, ne vem, za neke resne operacije, ki so posledice resnih bolezenskih stanj. Lahko bi rekli tudi tako. Povejte nam, katera pa je recimo poškodba, ki jo je povzročila pirotehnika, recimo, ki vam je recimo ostala v najbolj v spominu, ali kakšne so reakcije teh poškodovancev, predvsem gre tudi za mlade ljudi, ko jih vi dobite v obravnavo. Kako to zgleda? Se takrat sploh že zavedajo v bistvu, kakšno neumnost so storili, oziroma vam sploh razložijo, čeprav mogoče za to ni časa, zakaj sploh do takšne uporabe pirotehnike prihaja? Ja, mladina preizkuša meje in najstniki pač so najbolj takšni, ki preizkušajo meje
In seveda je glasnost poka ali pa celo detonacija, ki nekoliko zavibrira celo telo, seveda nekaj, kar jih vleče. Je pa tako, da seveda to je isto kot če tekamo preko avtoceste, ne, lahko nam uspe, če pa nam ne uspe, so pa posledice hude. Res je. In za konec, leta že ne spremljate to področje, je kaj manj, opažate, je kaj manj teh poškodb zaradi uporabe pirotehničnih sredstev v primerjavi s prejšnjimi leti, ali ta opozorila, recimo letos Joker Out, znane osebnosti se tudi pridružujejo, zdravniki opozarjate, policisti opozarjajo, se to že kaj poznaje teh poškodb manj? Mi spremljamo to že 25 let in imamo trdne podatke, številke, koliko je teh poškodb. In lahko rečem, da zahvaljujoč vsem deležnikom, kot so mediji, policija, vsi ostali, ki pomagajo pri širjenju ozaveščenosti, da vse to je dejansko uspeh. Jaz bi samo rekel, mi smo konkretno uspeli številke zmanjšati z recimo 22-letno na 6-letno lansko leto, če govorimo o Ljubljani, oziroma policija je uradni podatek dala, da so lani obravnavali 11 poškodb s pirotehniko v celotni državi. To je uspeh vztrajnega dela vseh omenjenih, vseh, ki se ukvarjamo s tem, da smo zmanjšali to število in da jo držimo nizko. Jaz bi samo apeliral na vse te naše, bom rekel, sodelavce pri tem, vključno z vami, da vztrajamo še naprej, kajti saj vemo, generacije novih prihajajo ves čas in če bomo mi popustili pri tej preventivni dejavnosti, bodo številke neizogibno šle zopet navzgor. In tudi zato se splača ne popustiti. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam.